Spoštovani, spoštovane, en lep pozdrav na to popoldne sončno, prvo nedeljo v aprilu. Prvo nedeljo pri nas v muzeju od lanskega leta vedno, na prvo nedeljo vedno praznujemo, bi lahko rekli, oziroma vas povabimo k nam na kakšen poseben, drugačen dogodek, oziroma dogodek, ki vas skuša privabiti tudi na nedeljsko zaspano popoldne v muzeji. Tako da res dobrodošli in hvala, da ste izbrali ta dogodek za to vašo pozno popoldne. Naslovili smo ga klasični večer s Stanetom Tomazinom, se pravi Stane, dobrodošel. Stane Tomazin, akademski igralec, se reče tako, ne da? Igralec iz Kostanjevice na Krki, zaposlen v Slovenskem mladinskem gledališču. Zelo lepo, da si vzel čas in seveda prišel k nam. Jaz pa sploh sem še posebej srečna, ker tudi pokrivamo območje občine Kostanjevice na Krki in smo zelo veseli, če sodelujemo tudi s komisije občine. Stane pa je na nek način tudi prijatelj našega muzeja, tako da res najlepša hvala. Predvsem pa je nekdanji dijak našega dragega prijatelja muzeja, donatorja Roberta Šupeta. Robert, živijo. Ki seveda močno podpira naš muzej in ta prostor je nekako njegov prostor, bi lahko rekli, v navednicah, ker smo v gradu vsi najemniki, bi lahko rekli, naše dediščine. In knjižnica je prostor, ki smo ga sooblikovali skupaj, in knjižnica je od lanskega oktobra tudi prostor, kjer lahko vstopa vsak, ki si želi več izvedeti oziroma ki želi kaj pokukati v te naše knjige, ki so na voljo. Gre za strokovno knjižnico, se pravi, to ni javna knjižnica, splošna knjižnica, ampak strokovna knjižnica našega muzeja, kjer najdete raznovrstno literaturo iz območja Posavja, pa seveda tudi iz področja našega delovanja. To je v bistvu približno 1/3 knjig, ki jih imamo. Kar nekaj smo jih pospravili, ne kamorkoli, ampak varno vsemi popisi v naš depot, tako da popis je na voljo, lahko tudi kaj drugega dobite. V teh več kot 70 letih delovanja muzeja, seveda smo pridobili tudi kar nekaj publikacij muzejskih iz različnih koncev sveta, tako da imamo tudi v kakšnih jezikih, ki mi težko beremo, ampak so pri nas, so na voljo, seveda, če želite in če se najavite. Lahko pa brez najave pridete posedeti. Kot vidite, je Robert ustvaril to krasno okolje, kjer lahko uživamo, kjer lahko tudi meditiramo oziroma premišljujemo in nekaj časa preživimo v izjemni družbi. In tudi danes bo tako, se pravi najprej tista dva, ki sta oblikovala ta dogodek. Potem pa imamo nekaj sprememb, žal, dva dijaka, Andraž Kovačič s harmoniko, bi nas moral razveseljevati, je žal poškodovan, naša draga Brežičanka Maja Tomič pa je brez glasu, ne. Bo pa več slave požela Nikolina Gramca, ne, tudi to vedno, da nekaj dobro, ne. Tako da ima ona več vlog danes in hvala lepa Nikolina, da v bistvu v 3 čevljih danes tukaj tako sediš. Tako, dobro, potem pa seveda se bomo podružili še na naših arkadah. Imamo tudi vinarje dogodka, Vino Graben, Bizeljsko, Zalaše Koranja, ki zelo rada podpre naše dogodke. Nekaj vas je mlajših, bomo dali tudi če kaj drugega, ne. Ampak mi smo v tej vinski deželi, vinska kultura je tudi pomembna in smo zelo veseli, da nas podpirajo naši vinarji iz celotnega Posavja. Tako, hvala lepa, da ste me poslušali za uvod, zdaj bom sedla in uživala vsem, kar so nam pripravili in prosim, Robert, kar začne, oziroma ne glasba, ne, glasba, sem že naredila napako. Nikolina Gramca. Out in the desert with a man you never loved.
what you want, what you wanted. You need love, am I enough for you? In time you'll find I've got my baggage too. Vacation, first class, you're breaking your walls, I'm breaking my ass. You're working all day, drinking all the people you say you're okay. You're faking, fucked up, drinking your cup, and I'll be okay, and we can get it out of this alive. Is this it, what you want, what you wanted? Do you need love? Am I enough for you? In time you'll find I've got my baggage too. Dragi vsi zbrani, zelo lepo vas je videti v takšnem številu v tej čudoviti knjižnici. Alenka je že zelo lepo vse razložila s toplimi in prijaznimi besedami in je omenila, da sem donator, ampak na nek način moram priznati, da ste mi v bistvu vi nekako tudi donirali to knjižnico, ker ste mi dovolili, da pridem kadarkoli želim. Ključ sem tudi dobil svoj, sem pa revers sem podpisal, tako da je vse po predpisih in je to tudi zame velika čast. To je en poseben prostor in če bi danes prisluhnili Ciceru ali Kikeru, kako se tudi reče po latinsko, ki je rekel, da je soba brez knjig kot človek brez duše. Jaz bi se s tem kar strinjal, ampak to nismo mi, ne? To nismo mi, mi smo tukaj zato, ker imamo to radi. In od Cicera ali Kikera bi nadaljeval k cesarju Marku Aureliju, pa bi vam tudi povedal, zakaj sem si njega izbral. Torej, pravimo zgodovinarji, da je cesar Mark Aurelij torej sodi med 5 najboljših cesarjev Rimskega imperija, nekako v času tiste Pax Romane, ko je šlo v Rimu zelo, zelo dobro in ni bilo večjih pretresov. Mark Aurelij je imel zmeri rad grško miko, grško kulturo, filozofijo. Nasploh so Rimljani zelo spoštovali grško dediščino. No in tukaj je njegov dnevnik, vendar on ni dal ime temu dnevnik, ampak je v bistvu temu rekel pot vase, kot neka samorefleksija. No in na začetku je en kratek predgovor napisal: ljudje si iščejo oddiha na podeželju, na morju, v gorah. Tudi ti imaš večkrat podobne želje in vendar, kako silno nespametno je vse to, ko pa se lahko vsako uro umakneš v samega sebe. Saj ne najde človek nikjer tišjega in mirnejšega zavetja kot v svoji duši. Zato misli, vendar že na to, da se umakneš na tiho pristavico, ki jo nosiš v sebi. Mimogrede, Mark Aurelij bi aprila praznoval svoj rojstni dan, 26. aprila je bil rojen. Je še kdo rojen 26. aprila? Ti, ne? Jaz sem. Pa Melania Trump. Ja, pa doktor, naša kolegica Ivanka Počkar. Lepo. No in tako da, predlagam, da kar preverjam. To bomo pa zračunali, ja. Več kot jaz, sigurno. Več kot profesor je matematike. Torej, Mark Aurelij pravijo, da je bil, ni bil človek brez napak, vendar pravijo, da je imel rad poštenje, da je bil zelo iskren, povedal je, kar si misli, bil je zelo skromen, čeprav je bil cesar. Ni bil posebej navdušen nad nekimi ceremonijami. No, pa poglejmo ta besed. Mark Aurelij, prva knjiga.
Po dedu Veru imam dobro čut in krotko srce. Po očetu imam, sodeč po spominu in slovesu, ki ga je užival, skromnost in moškost. Po materi imam strah Božji in darežljivost. Po njej, da se varujem ne le hudih dejanj, temveč že samih hudih misli in da ljubim preprosto življenje in se ogibljem bogataške razpašnosti. Svojemu pradedu sem dolžan hvalo, da nisem hodil v javne šole in da sem imel doma dobre učitelje. Od njega je tudi moje spoznanje, da za take reči ni denarja nikoli preveč. Mimogrede, tisti, ki me poznate, veste, da vam rad pregovore in en pregovor pravi, dobri učitelji so dragi, slabi so pa še bolj. Tako da, tukaj ni nikoli denarja preveč za učitelje. Po svojem vzgojitelju imam navado, da se ne ogrevam ne za zelene, ne za modre, da ne stavim ne na okrogle, ne na dolge ščite. Njemu dolgujem moč, da vztrajam v naporih in da sem z malim zadovoljen in da se znam sam lotiti vsake stvari, da pa se vendar ne ukvarjam z vsem mogočim in da ne nastavljam ušes obrekovanju. Od Diogeneta imam, da mrzim ničemurno stremuštvo, da ne verujem besedičenju čarodejev in skleparjev o zagovarjanju, o izganjanju duhov in podobnem, da se ne zabavam s pobijanjem prepelic in z drugimi strastnimi razvadami, da prenesem odkrito besedo, da sem si postavil filozofijo za ravnilo življenja. On me je napotil, da sem poslušal naprej Bakija, za njim Tendasida, Markijana, da sem že v otroških letih pisal dialoge. Njegov vpliv je, da imam rad preprosto, le z rumnom prekrito ležišče in druge podobne navade, ki sodijo v življenje helenskih modrijanov. Rusticus mi je potrdil v misli, da je treba svoj značaj smotrno uravnavati in oblikovati. Svaril me je, naj se ne izgubljam v sofistovsko pregorečnost, naj ne prelivam črnila za smetive teoreme, naj se ne ponujam s spodbudnim pridigovanjem, naj se ne kaznujem v vlogi asketa ali nesebičnega človekoljuba in naj se izogibljem govorniških in pesniških lepotil in sploh izrezljanega duhovičenja. Njemu gre zasluga, da se ne spravljam v razkošni obleki po domu in ne počenjam drugih podobnih ničevnosti. Po njem je slog mojih pisem preprost, kakšnega je sam pisal v listu, ki ga je bil poslal moji materi v Sinuese. Navadil me je popustljivosti in spevljivosti do žaljivcev in nasprotnikov, brž ko so sami voljni odnehati. Pri njem sem se izuril v pazljivem branju, ne da bi se zadovoljeval kar s površinskim preletavanjem. Tudi ne, da bi naslepo prikimaval blevetavcem. On me je uvel v miselni svet Epikteta in mi dal njegove spise iz svoje knjižnice. Apolonij mi je odprl vrata v svobodo duha, ki pa imej čvrsto vklado v preudarnosti in si ne jemlji nikoli v ničemer drugega vodnika kot razum. Dal mi je ključ do nespremenljive ravnodušnosti v bridkem trpljenju ob izgubi otroka v hudih boleznih. Bil je mojim očev živ zgled, da se utegne družiti z istim človekom, izredna energija z veliko sproščenostjo. Pri pouku ni kazal nikoli nejevolje in njegova izkušenost in spretnost v obravnavanju snovi, kot da bi jo imel za najneznatnejšo svojih vrlin. Po njem tudi vem, kako je treba od prijateljev sprejemati dozdevne uslužnosti. Ni, da bi se moral človek za voljo njih ravno poniževati, a tudi brez priznavanja zanemar puščati jih nikar. Torej, verjetno je želel povedati, da moramo biti previdni pri, ko nam nekdo govori to, kar radi slišimo. Lahko da je v ozadju kakšen interes. Če lahko spet en angleški pregovor, Angleži pravijo, sladke besede me učijo, naj popazim na svojo denarnico. Angleži. Hvala lepa.
Ja, dober dan še iz moje strani. Jaz moram povedati, da sem jaz v prvi vrsti pisatelj in pesnik, šele na to glasbenik. Tako da imam danes dve svoje avtorske pesmi in prvi je naslov Vrtnar. Čeprav nisem tam, kako je zmeraj biti zraven? Kako je ne čutiti žgoče bolečine, v želodcu obračene kavne usedline in ničesar? Kako je čutiti pripadnost? In čeprav ne bi smela, čutim sebičnost do nečesar, kar mi ne pripada in želeti si ne smem. Ker kdo sem jaz, da bi hotela? Kdo sem jaz, da bi si želela karkoli drugega kot to, kar pač imam? Kaj je ta prebadajoča nit, ki teče mi čez prsi? Hiperventiliram. Sem le odsev skrbi pred neuspehom, pred izgubljenim nadzorom. Od nekje daleč pa cvetje uspeva. Gleda tja, naselile so se lačne oči, ki ne vidiš jim konca. Vidiš jih samo, če pobližje pogledaš in nameniš jim en sam trenutek. Tako kot roža, ki utrga obijo le zame. Le zame? Je kaj ostalo le še zame? Nočem rože, da bi jo delila, ne več, in hočem novo, ko ta bo venela. Le malenkost, da še ti je mar. Dober vrtnar, a brez pridelka. Če zemlja ni plodna in semena so piškava, kaj mi ostane? Nobena posojilnica kupila ne bo časa, ne spremem. Hiperventiliram. Sem jaz tista? Vem. Sem. A od pristnega občutka minila so stoletja. Mene pa upanje mineva. Zakaj? Čas je denar, denar pa kupi semena. In kdo sem jaz brez semen? Vrtnar brez pomena. Pada noč, puna strebnja, nemojte tu kraj mene, a trebam te kao pesnik svoju. Na srcu studen zime, na usnama tvoje ime i samo čekam dan da dođeš. A kad mi dođeš ti i osmije vratiš mi, sva patnja i bol života mog će proć. U noćima bez sna ja tebe doživam, da dođeš mi ti i kao svi počnemo mi mirno živjeti. Moj dan nema kraja, a noću tebe sanjam i samo čekam dan da dođeš. A kad mi dođeš ti i osmije vratiš mi, sva patnja i bol života mog će proć. U noćima bez sna ja tebe doživam, da dođeš mi ti i kao svi počnemo mi mirno živjeti. Te naj primerjam mar s poletnim dnem. Ti, manj minljiv si in bolj poln miline. Cvetove majske stre vetrov objem in preden se zaveš, poletje mine. Oko neba prevroče včasih sveti, a včasih si iz meglo zastre obraz.
Lepotam vsem je sojeno umreti. Slučaj uniči ene, druge čas. A ti lepote svoje ne zgubiš, poletje tvoje nikdar ne konča se, ne bo se. Ne bo se smrt bahala, da tohniš, saj v mojih pesmih raseš v večne čase. Dokler videl bo in dihal dih, živele bodo, ti živel boš v njih. Naslednji sonet številka 29. Ko od usode in ljudi prezrt, ves sam izgnanstvo svoje objokujem, zlo srečo kolnem in sam sabo sprt, za manj nebesa gluha nadlegujem, s tožbami, da bi kot kdo drug bil rad poln upov, lep, s prijatelji obdan, nadarjen in pa pesniško bogat. To, kar želim si najbolj, a za manj. Me v tem, ko se že skoraj zaničujem, obide misel nate in srce se nebu hvalnice pojoč dviguje in iz mraka kot škarjanček v zari dne. Se je ta misel nate kot zaklad, da je ne dam za krono in škrlat. Sonet številka 131. Ne, 130. Ker 131 je še malo bolj surov kot ta, kot da bom raje 130. Ne, ona nima žametnih oči in niti kodrov mehkih, kakor svila. Če sneg je bel, ga v njenih nedrih ni. In usta bi se od korale ločila. Sem videl rože bele in rdeče, na njenih licih take ne cvete. In so dišave mnoge bolj dehteče kot von, ki veje njenoga telo. Njen glas poslušam rad, če tudi vem, da zvoki strun prijetneje zvene. Kako boginje hodijo, ne vem. Ko ona hodi, stopa kot ljudje. In vendar se mi zdi bolj očarljiva, kot vse, ki pesem jih slavi lažniva. 141. Ne ljubim te z očmi, zakaj oči na tebi najdejo cel kup napak. Po tebi le srce mi hrepeni, ki mu tvoj videz je kljub hibam drag. In sluh mi gluh je za tvoj zven jezika in tip si ne želi, da te objamem. Ne vonja, ne okusa, ne zamika pojedina čutil s teboj na samem. A vseh 5 čutov vendar ne prepriča srca, da za teboj ne bi hodilo in iz moža me delalo slabiča, ki mu je suženstvo vazalstvo milo. In v tem peklu mi je le to uteha, da greh kaznuješ ti, ki si vzrok greha. Spoštovani, v vabilu ste bomo danes tudi poslušali gramofon. Verjamem, da ga že mnogi dolgo niste slišali, tudi jaz ne. Niso več tako moderni, kot so bili nekoč, pa bili so vsakdanji pojav v prejšnjem stoletju. Ampak ljudje, ki imajo posebej radi glasbo in klasiko, ki smo danes na klasičnem večeru, ga ne mečo gramofone v staro šaro. In tudi mi imamo v knjižnici med drugim gramofon, danes ga bomo preizkusili. Izbral sem si pa ploščo Felixa Mendelssohna Bartholdija, nemškega pesnika iz 19. stoletja, iz 18. stoletja, ki je bil iz zelo bogate družine. Mendelssohnovi so bili bankiri, po očetovi strani, po mami so bili industrialci, judovska družina, ampak so bili veja judovstva, kjer so zlasti njegov oče verjel, da ni prav, da človek izstopa v verskem smislu v nekem okolju, kjer je manjšina, in da je prav, da se kar nekako zliješ z okoljem, zato so Mendelssohnovi prestopili na krščanstvo. Tako da sprejeli so luteransko vero, ker so živeli na severnu Nemčije, tam je ta prevladujoča. Mendelssohn je umrl niti 50 let ni bil star, ko je umrl, je ta pustil zelo veliko zapuščino
in nekako 80 let po njegovi smrti pride na oblast Adolf Hitler v Nemčiji. In čeprav so Mendelsohnovi bili že kristjani, to ni bilo dovolj dobro in so nacisti vse njegove partiture, plošče, spomenike uničevali in prepovedovali. Namreč za konec ne še povem, da nacisti so imeli eno zanimivo, tako prav neverjetno in težko dosegljivo željo, da ljudje zaprosijo za arijsko potrdilo. Če si hotel biti potrdilo, da si ta prav Aric, si mogel prinesti 7 krstnih listov. 7 krstnih listov, torej 7 kolen za nazaj. Mendelsohnovi tega seveda niso imeli, tako dolgo in niso bili dovolj dolgo kristjani. Zato so ga smatrali še naprej za Juda in so prepovedovali vse, kar je bilo z njim v zvezi. Mendelsohn je bil zelo navdušen kristjan in je inspiracijo za mnoga svoje dela je črpal iz Biblije. Vidim, da so tukaj na plošči tudi en tak biblijski prizor naslikali in bi danes prisluhnili enemu odlomku iz njegove 5. simfonije Reformacija, ena taka oda protestantizmu in reformaciji. Mendelsohn je bil zelo navdušen nad tem, ker je pa Stane že bral Shakespearea, naj še povem, da je Mendelsohn bil velik tudi ljubitelj Shakespearea in je napisal slavno uverturo za 7 kresne noči. Mislim, da nihče ni še napisal boljšo za eno od takšnih Shakespeareovih del. No pa takole, zdaj bom pa jaz šel tam proti gramofonu, počasi previdno med vami, privzdignil pokrov in ustavil ploščo. Plošče gramofonske so bile narejene in so narejene iz vinila. Jaz sem že danes očistil, ampak ni bilo veliko prahu, moram priznati, ker je dobro shranjena. Mislim, da je stara že več kot 50 let, ampak želimo, da ostane v dobri kondiciji še naprej. Evo, to so vinilne plošče, danes imamo CD-je, so malo drugačni. In pogledamo, kako to deluje. Sam si jo bom nečkem postavil. Tukaj moram zdaj zbrati situacijo. Kjer piše reformacija, ja, to je tam. To je tale. Zdaj pa moram dovolj glas? Še malo? A ne bomo na koncu? To bomo na koncu, ne? Ja, na koncu, tako je. Hvala za enkrat. Od Sexta sem se naučil prijaznosti. V njem sem imel vzor, kakršen vodi pravi družinski oče. Od njega spoznanje, da je treba živeti po naravnih zakonih. V njegovem vedenju je bila neprisiljena dostojanstvenost. V svoji prirojeni bistrosti je vselej uganil želje prijateljev in ustreljev. Bil je strpljiv, torej potrpežljiv, do nevednih in do takšnih, ki jim rade uhajajo nepremišljene sodbe. Vsem ljudem se je znal skladno prilagoditi. Zato je bilo občevanje z njim prijetnejše kot sleherno dobrikanje.
in sodobni svet ga je prav zaradi teh vrlin zelo spoštoval. Od njega sem prejel sposobnost, da znam za življenje potrebna načela iskati in najti ter smiselno usporejati, da si nikoli ne dovoljujem izbruhov jeze ali kakšne druge strasti, da pa si ob vsem spokojnem nestrastju vendarle prizadevam izkazovati, kolikor le morem, prikupne ljubeznivosti in da se trudim za dober sloves, a brez velikega hrupa in za mnogostransko znanje, a ne da bi se z njim razkazoval. Pri gramatiku Aleksandru sem spoznal, kaj je obzirnost. Kadar je všel komu kak tuj ali slovniško nepravilen ali glasovno neubran izraz, ga učitelj ni zavrnil z banljivo grajo, temveč je v načinu odgovora ali pritrditve ali medsebojnega pretresanja predmeta kot takega, ne le napačnega stavka, ali pa s kakšnim drugačnim primerom, opozorilom spretno naznačil, katero besedo je treba postaviti. Frontom je pokazal, koliko nevoščljivosti, spletkarjenja in hinavščina je v tiranstvu in da je najti v našem plemstvu, ki nosi ime patricijev, nasplošno manj človekoljublja kakor drugot. Pri Platoniku Aleksandru sem se naučil, da se ne sme človek nikomur prepogosto ali nikoli brez hude sile, ne ustno, ne v pismu izgovarjati, češ da mu je trda za čas in da ne gre na ta način pod pretvezo neodložljivih poslov venomer odklanjati dolžnosti, ki nam jih nalagajo odnosi do naših soljudi. Katalus me je opozarjal, naj ne ravnam prezirljivo s prijateljem, ki me za kakšno reč obtožuje, pa naj si je njegova tožba iz trte izvita, temveč naj ga poskušam pripraviti do tega, da mi vrne prejšnje zaupanje. O svojih učiteljih naj le iz srca in dobro govorim, kakor se pripoveduje o Domitiju in Atenodotu in svoje otroke naj resnično ljubim. Severus mi je dajal zgled prijaznosti do sorodnikov in ljubezni do resnice in pravičnosti. Po njem sem se seznanil s Trasejem, Heulidijem, Katonom, Dionom, Brutom. Od njega imam pravilno pojmovanje demokratski državi, ker velja načelo popolne pravne enakosti in svobode govora in o monarhiji, v kateri ima svoboda podložnikov večjo vrednost od česarkoli drugega. On mi je vselej globoko in nespremenljivo, on mi je vsejal globoko in nespremenljivo spoštovanje do filozofije, on dobrodelnost, da rad in obilno dajem, dalje, da se od svojih prijateljev zmeraj najboljšega nadejam in njegovi ljubezni zaupam. Pa tudi, če so vredni nemara graje, da jim to brez ovinkov povem. Da jim je potem takem jasno, kaj hočem od njih, česar ne, ne da bi morali dolgo ugibati. Maximus mi je vcepil nauk, da je treba samega sebe obvladovati in po vsaki ceni vztrajati na pravi poti. Da je treba v vseh okoljnostih ohraniti vedrost, zlasti pa v boleznih. Da si je treba privzgojiti značaj, v katerem se po skladnem razmerju družita poljudnost, pridnost in resnova. Da je treba brez nevolje opravljati, kar je naša dolžnost. O njem je bil vsakdo prepričan, da govori, kakor misli in da ravna vsem, kakor dela, z najčistejšim namenom. Začudenja ali osuplosti ni poznal, prav tako prenaglice ne in ne zamudljivosti. Nikoli ni bil v zadregi ali potrt, nikoli na zunaj prijazen, pa spet nevoljen in radosumen. Bil je dobrih rok, velikodušen v odpuščanju in sovražil je laž. Ob kratkem dajal je vtis dognanega v sebi izravnanega značaja, ne pa človeka, ki šele dozoreva. Nihče ni imel v njegovi družbi občutka, da ga mož prezira, nihče pa se tudi ni drznil, da bi bil štel sebe za boljšega mimo njega. Bil je tudi v šali dostojen in duhovit. Imamo še ne rečeš? Če bomo pa še. Ravno
pa iz 2. stoletja skočili v 21. Ne? Tako lepo, da imamo Nikolino Grams, da nas iz enega zgodnega obdobja zdaj prevede v sodobnost. Prosim. Ja, jaz vam pa zdaj z največjim veseljem eno pesem bom recitirala, ki je meni najbolj pri srcu. Spet moja, od mojih. Naslov je pa Zvezdica. Ko angeli imeli bi oči, bile bi tvoje. Kot morja prostrane, srečne in kipeče, kot mamino krilo, ki stisneš ga boječe. Spominjam se jutra, ko zadnjič strmela sem v moj mali svet. Nedolžen, otroški, ljubeč. Z večerom zrasla so ti krila, nesejo te v novi dom, med gozdove, planjave, nebo. Napolnil si mi dušo in svet brez tebe nima luči. Ostala je le praznina, praznina noči. Zvezdica srečna, zvezdica mala. Zvezdica moja, zakaj si zaspala? Kratki komentar, ker vmes, ko sem pač želela res vedeti, v katerem stoletju je živel Mark Aureli, ker to žal ne vem na pamet, sem ugotovila, da je bil William Shakespeare krščen 26.4. 1564. Tako da ali je bil rojen kakšen dan prej, ali pa celo na ta dan, ne, ker vemo, da v tem času so bili otroci krščeni zelo hitro. Tako da, zanimivo, ne? Prosim. Smo na začetku sonete, zdaj sem si pa izbral dve drami in v bistvu dva zlobneža, najbolj slavna Shakespearjeva in v bistvu bom začel z Otelom. Ta njegov slavni monolog, v bistvu, če malo obnovim na hitrco, je v bistvu pač Jago, ta zlobni lik, je bil v bistvu zaljubljen v Desdemono. Ampak v bistvu ženo svojega nadrejenega Otela, vojaškega častnika, in v bistvu, ker je ni mogel dobiti, je potem nekako hotel sprožiti ljubosumje v Otelu, da je Desdemona v bistvu zaljubljena v enega drugega častnika, Kasija. In tukaj se sprašuje, zakaj v bistvu sploh je podlež, ne? Njemu se ne zdi. In kdo je, ki bo rekel, da sem podlež? Ko dam nasvet, ki je iskren, pošten in prepričljiv in res na pravi poti, da si spet Mavra pridobi. Lahko bo zapreči Desdemono voljno uvoz za vsak dober namen, velikodušno kot prosti elementi. Mavra ukloni, pa če naj bi utajil lastni krst, pečat in znak odrešenega greha. V ljubezen njeno je tako ukovan, da si lahko ovija ga krog prsta, da tek po njej igra se v njem po božje z njegovo nemočjo. Kako le podlež! Če Kasiju svetujem bližnico k Hasku. Veda pekla. Ko vragi spletajo načrte najbolj črne, jih, kot jaz zdaj, pokažejo najprej v nebeških barvah, ker ko bo ta pošteni cepec tiščal, naj Desdemona ga povrne k sreči in ona bo pritisnila na Mavra, mu jaz v uho nalil bom tega strupa, da prosi le za vol na slad telesa. In bolj, ko bo dobroto skazovala, manj Maver ji zaupati bo mogel. Vrlino njeno spremenim v coklo in bo iz njene blage volje mreža jih vse opletla. Naslednji, najbolj slavni zlobnež je pa Richard III., ta je še malo hujši kot Jago.
Ta prizor se pa v bistvu dogaja ob truplu kralja Edvarda V. In zraven je pa še njegova žena in v bistvu stric od pokojnega kralja. In v bistvu v tem prizoru Richard III. Zapeljuje vdovo Ano. In v bistvu ta prizor se najbolj spominjam, ko sem gledal igrano dokumentarni film od Al Pacina Looking for Richard, iskanje Richarda, v bistvu tako, da priporočam, je zelo dober. In je v bistvu, zdaj ne bom celega prizora, ker bi mogel še Lady Ano nekje dobiti, ampak bom sam ta njegov končni, kak bi rekel, seže povedal. Recimo, da tle leži Edward. Kdo je že v takem hipu žensko snubil? Kdo je že v takem hipu žensko zmamil? Imel jo bom, pa se je spet znebil. Kaj? Jaz, ki sem mi ubil moža in tasta, jo srečam tu, ko v srcu ji vihra najhujša mržnja, ko jih ti in kliče pogumo name spričo umorjenca, ko vse je zoper mene, Bog in vest. Ko nimam ga, da me podpre, ko z mano sta le hudič in moj hinavski obraz, pa si jo pridobim. Ves svet za nič. Ha! Te je že pozabila, vrli mož, princ Edward, ki ves besen sem te ubil pred 3 meseci tam v Tewkesburyju, kje je še mož, kreposten, plemenit, pogumen, moder, mlad in ves kraljevski, kot si bil ti. Takega nima svet. Mar res poniža k meni se sedaj, ki sem pohodil in ta zlati cvet in ki sem kriv, da joče v prazno postelj. K meni, ki mu ne segam do kolen. K meni, ki šepam in sem taka spaka. Vse moje vojvodstvo za počen groš. Če nisem se ves čas o sebi motil. Saj me ima, čeprav jaz sam se nimam za čudovito čednega moža. Zdaj si zrcalo kupim in najamem krojače, 2 ali 2, da izumijo obleko za moj stas. Če sem prišel že v milost sam pri sebi, je prav, da zase tudi kaj izdam. A zdaj najprej z našim mrtvakom v grob, potem pa k ljubici za smrt skesam. Ej, dokler ni zrcala, sonce sveti, da mogel bom vsaj svojo senco zreti. Čas je za naš sklepni prizor, torej Peter Mendelssohnove simfonije, Koral. V nemščini mislim, da to prevajajo Ein feste Burg iz unser Gott, torej naša vera je čvrsta kot grad. To je v bistvu koral luteranske pesmi, no in on je priredil za simfonijo, traja pa 11 minut.
najlepša hvala. Hvala, Robert, za to krasno idejo, da uporabimo še gramofon. In ste malo slišali, ne, kako je vmes malo, tako se spomnimo, ne, še pokalo, tako kot je za prave plošče, pravilno in kot se spodobi. Tako da jaz se zdaj vabim k sebi, da bova skupaj se zahvalila, ne, ker to je taka koprodukcija, to je zdaj tak prvo popoldne, naslednje bo oktobra, ne, ker aprila je tudi mesec knjige, zato smo rekli, da v aprilu, potem pa seveda tudi oktobru, to pa mesec naše občine Brežice, oziroma ko je bila odprta knjižnica lansko leto, bomo pa tudi prvo nedeljo vedno nekako se družili v knjižnici in upam, da tudi takrat pridete, malo še daleč, ampak vseeno napovem. Bi pa še eno to povedala tudi, no, da naše nedelje res se ustvarjamo z odličnimi, danes je z nami tudi Eveline Sušnik in razstava Kamni govorijo, sprego, sporočajo, prosti, viš, je še vedno na voljo v naši kleti. Tam pred Viteško dvorano je tudi razstava o stripu Trojno gorje, Jakoba Klemenčiča, posvečena kmečkemu uporu. 1. januarja do nedelje smo pa samo po spletu pa po naših družbenih omrežjih voščili, tako da nekako vsako nedeljo nekaj drugega. Sem pa še to hotela povedati, kako lepo se je vse to povezalo, ne, ker omenjen je bil Senk resne noči, v naši Viteški je tudi prizor Pirama in Tizbe, ne, ki sta tako... Jaz tudi mogo. Da, tako da ves čas lahko se to povezujemo. Smo pa v prostoru, ki je bil oblikovan zagotovo v času renesanse, se pravi v 16. stoletju imamo krasen, še izvirni renesančni strop, te lepe konzole, ki so tako lepo klesane, tam Davor je kot en kralj renesančni sredi portala, ne, ki je bil eden izmed portalov sob, ki so se tako nizale v nizu, ne, ker to naše baročno stopnišče potem pride šele konec 17. stoletja na naš grad, tako da ves čas smo nekako povezovali ta stoletja, ne, ker, kot je bilo rečeno, so imeli Rimljani radi Grke, potem so imeli v renesansi radi Rimljane in Grke, ne. Mendelssohn je pa sploh en najlepših romantičnih skladateljev. Mi da z Marušo, ki smo pevki, ne, ravno zdaj se učimo na Mendelssohnovo, ker ima tudi krasne zborovske skladbe, tako da jaz sem resnično uživala, tudi zato, ker imamo Nikolino, ne, ki je nas prevedla v sodobnost 21. stoletje in res bila v 3 čevljih, ne, tako da hvala lepa, odlično vse skupaj, tako da Robert, ti boš delil darilca, prosim. Skromna, dajmo najprej Nikolini, nekaj brečko, da je ni treba. Ja. Pripravi se bomo tudi Maji Tomič, ki ni mogla, ampak bo pa oktobra, ne Maja? Lahko. Ja, da to ne bo šlo tako, ne? Gimnazije Novo mesto, tako da hvala Gimnaziji Novo mesto, da podpira tudi to dejavnost svojih dijakov in da tudi Roberta podpira in pa seveda še zastanega. Tako, zdaj pa v tem vonju vrtnic, ki so prišle iz Nizozemske, se pravi, kako smo rekli, marelični plas. Apricot avalanche. Ja, tako, lahko še malo posedimo, oziroma gremo pač se malo podružiti na naše lepe, prav tako renesančne arkade s prigrizkom, ki je pa iz Krškega, iz gostilne Apolona, ne da, ne. Se pravi, spet nekaj grško-rimskega oziroma čisto grškega, ne. In mogoče ste opazili mojo verižico, ker sem bila ta teden v Grčiji, to sem našla pri eni taki lepi trgovinici, to je to antično, ne, oko apotropejsko, se pravi, ki ves čas vse, ki ga gledajo in tisti, ki ga nosijo, čuva, tako da to pa še za konec. Odprimo vrata, ne? Vse to bilo je nekaj, ja, smo si mislili,